strateških projektih je ključno to, da se hitro zgodijo, da se zgodijo kakovostno in da so znotraj finančnih okvirjev, ki si jih lahko tisti, ki investitor tudi privošči. Projekt je transparenten, zastavljen je sodobno, kot se gradijo takšni projekti v Evropi sedaj. Obremenjuje kar najmanj davkoplačevalce. Zagovarjam projekt z vsemi našimi podsistemi, ki jih združujemo v Združenju za promet. Definitivno se ne strinjamo s tem, da bi obremenjevali domače gospodarstvo s takimi taksami, dodatki in pa pridobitki, kot je to predvideno v tem zakonu. In zato je prvič Madžarska seveda prinesla kot ena izmed držav je dala projektu evropsko dimenzijo, kar nam je omogočilo, da smo mnogo lažje prišli do evropskih sredstev, do nepovratnih sredstev. Drugič, nam je seveda dala perspektivo nekega širšega gospodarskega sodelovanja, pri čemer, ko se z njimi pogovarjamo, ne želi nič takega v zameno, kar bi bilo za Slovenijo posebno breme ali problem. In zato, jaz mislim, da mora biti Madžari, pa tudi druge zaledne države, kakorkoli se bodo želeli vključevati ta projekt, dobrodošle, seveda pod pogoji, ki bomo pa mi preverili v našem državnem zboru. Zato delamo tudi to na način, da bo na koncu sporazum z Madžarsko, če bo do njega prišlo, kot si želimo, sprejet, ratificiran, javno, transparentno v našem parlamentu. Apeliram, da poslušamo biti res pragmatični, realni in da sprejmemo na tem referendumu res to odločitev, ki imamo. Se pa seveda na vse tiste odločevalce pa apeliramo, da se zagotovi ustrezni nadzor, da bo ta izgradnja res gospodarna. Da ne bo se ponovili prakse iz preteklosti. To pa seveda si želimo seveda tudi kot davkoplačevalci in predstavniki gospodarstva. V tem trenutku imamo zagotovljena zelo veliko donacijska sredstva Evropske unije, za tega, ker smo naredili tak model, da vključujemo tudi zaledno državo. Jaz mislim, da je primerni čas in da bomo s tem ujeli tudi vlak nadaljnjega razvoja.